Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke v oddaji Minute županom, kjer spremljamo aktualne dogodke, projekte Mestne občine Krško in seveda tudi tokrat gostimo našega župana, gospoda Janeza Kerina. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Gospod župan, dejva tokratno oddajo začeti kar sejo občinskega sveta. Tako je, v četrtek, v bistvu pred nami, pred vrati, je 20. redna seja občinskega sveta Mestne občine Krško. Tokrat ta seja ni tako, bom rekel, investicijsko naravnana, ampak zato ni nič manj pomembna, morda celo nasprotno. Tudi tu se odloča, oziroma bomo govorili tudi odločali o posameznih pomembnih zadevah. Med drugim lahko rečem, da bomo se seznanili, kar je zelo pomembno za naše občanke in občane, seznanili o trenutnem stanju in pa aktivnostih okoli JEK2. Na to sejo smo zato tudi povabili predstavnika države, vlade, državnega sekretarja, ki se bo udeležil te seje, in pa seveda predstavnikov Gen energije, ki nam bodo pač predstavili tekoče faze glede državnega prostorskega načrta in pa samih priprav umeščanja tega, bom rekel, tega objekta v naše okolje, kako bo prišlo, kdaj bo prišlo in tako naprej. Potem seveda v nadaljevanju bomo tudi govorili o nagradah za ravnatelje in pa direktorje javnih zavodov, ki jih je kar nekaj v naši mestni občini Krško, in glede na to, kar zakon omogoča, so na svojih svetih zavoda pač dobili določene potrditve glede njihove uspešnosti delovanja v preteklem letu za 2024. In na tej seji seveda občinski svet mora te zadeve potrditi, te sklepe oziroma ne potrditi, odvisno kako se bodo pač svetniki odločili, kako bojo ocenili uspešnost delovanja naših javnih zavodov, pa podredno temu seveda uspešnosti samih direktorjev oziroma ravnateljev. Seveda bom rekel, predstavili bomo predlog zaključnega računa za leto 2024, sprav nek izkaz poslovanja, finančnega poslovanja v letu, ki je bil za nami, ki smo ga oddelali, če tako rečem. Lahko rečem, da smo bili, kar se tega tiče, dokaj uspešni pri sami realizaciji, tako na prihodkovni strani, kot tudi na odhodkovni strani, in da z tega vidika se lahko v bistvu samo pohvalimo, da smo dobro poslovali, kar se tiče financ. Potem pa dve, bom rekel, bolj statutarne narave, dve točki, in sicer sprememba statuta Mestne občine Krško in pa sprememba poslovnika o delu članov mestnega sveta oziroma članov občinskega sveta Mestne občine Krško. Predvsem se nanaša na spremembe zakona o lokalnih volitvah, o kateri sem že zadnjič malo govoril. Imeli smo prvo branje, sprejeli smo nekaj predlogov, pobud na to temo. Določene predlogi, ki so bili pač kot takšni argumentirani, zakaj ne oziroma zakaj ja. Ko nek čistopis je pripravljen, sledi drugo branje in pa odločanje o novem, v bistvu, spremembah statuta kot najvišjega pravnega akta za delovanje Mestne občine Krško in pa tega poslovnika o delovanju članov občinskega sveta Mestne občine Krško. Skratka, tudi tu verjamem, da bo neka debata in da bomo potem sprejeli obe spremembi, predlagani spremembi. Je potrebna dvotretjinska večina, ker tudi to govori o pomembnosti samih teh aktov, ki jih pač bomo sprejemali oziroma sprejemali njihove spremembe. Štartali bomo z predlogom, se tukaj govorimo o nekem prvem branju, z odlokom o številu članov v svetih krajevne skupnosti in mestnih četrti. Tudi tu je posledica, bom rekel, spremembe zakona o lokalnih volitvah oziroma prilagoditev naših odlokov k tem spremembam in pa predlaganju določenega zmanjšanja števila članov po posameznih svetih krajevne skupnosti in mestnih četrti. O tem smo tudi že debatirali s predsedniki ožjih lokalnih delov skupnosti in pa tudi ob obiskih, ki jih delamo po krajevni skupnosti, se o teh zadevah pogovorimo tudi s samimi svetniki, ki predstavljajo, rekel, te ožje lokalne skupnosti. Potem lahko omenim še morda sklep o povečanju cenika oziroma povišanju cenika za letovanje v Nerezinah,
kot posledica upoštevanja, bom rekel, hrvaškega PDV-ja, da se izognemo morebitnim očitkam, kršitvam. Skratka, tudi to usklajujemo pravno zakonodajo s Hrvaško, da pač dvigujemo delno to ceno. Za kakšno povišanje pravzaprav gre? Govorimo, mislim, da zdaj 13%. Nekako da bi to v praksi pomenili 9, in še nekaj evra na dan na položnico, pač na dan letovanja. In pa potem seveda imamo določeno tudi kadrovsko točko, tako imenovano, ki pa govori o volitvah posameznih predstavnikov v javne zavode in pa v bistvu javne zavode, katerim poteče mandat, in govorimo o novih članih, pač kandidati za nove člane kot predstavnikov ustanovitelja, se pravi Mestne občine Krško, v teh naših javnih zavodih. Tako na hitro obseg seje, ki bo pač, kot sem že rekel, v četrtek v naši mestni hiši. V redu, gospod Žaban, deva se še dotakniti odmevnega seveda projekta, ki je še vedno aktualen. Potrjeno je bilo, torej projekt bazena v Krškem. Začela se je gradnja, slišimo, vidimo, tudi sami se verjetno stavite tam. Kako napredujejo dela v tej fazi? Lahko rečete, da so se odvija po načrtu? Z veseljem to tudi potrdim. To ne pomeni, da ne bomo lahko tudi kmalu naleteli na kakšno težavo, kjer tudi domači gradimo, to rad ponavljam, vedno naletimo na kakšno težavo. Ampak začetek je zelo spodbuden, zadeve laufajo, časovnica, bom rekel, sledimo oziroma smo celo kakšen dan v prednosti, kar nekaj dni v prednosti glede časovnice, ki je narejena za vsak dan v bistvu posebej. V prihodnjih dneh ali pa tednih lahko tudi pričakujemo, bom rekel, tekoče spremljanje tega projekta preko naše spletne strani, pač usklajujemo neke tehnične zadeve, tako da bo lahko v bistvu vsak občan se seznanil s samim potekom, kaj se dela, kako se dela na spletni strani, spravo tudi kakšna fotografija bo gor in pa kako smo, kjere faze delamo. Vreme nam služi, skratka, gremo s ponosom in z uspešnostjo naprej, tako da sledimo časovnici in verjamem, da bomo kljub težavam, če se bo kakršnakoli pojavila težava, da bomo tudi uspešno odpravili. Tako da zaenkrat bomo plavali v 2026. Ravno to sem želela vprašati, veliko je že bilo napisanega, rečenega glede tega bazena, pa še vedno slišim občane in občanke, ki sprašujejo, kdaj bo odprtja bazena, kakšne vsebine lahko pričakujemo. Vsebine bodo najširše, so zastavljene tako, da bodo uporabne za vse občanke in za vse občane. Morda povem zgodbo. Pred dnevi sem bil na obisku v domu starejših občanov. In na koncu je bilo tudi vprašanja, razne takšna teh varovancev, in vesel sem bil, da tudi oni z optimizmom čakajo ta bazen. Zanimivo, ja. In eno izmed vprašanj je bilo, ali bo v tem bazenu voda klorirana. Voda bo takšna, da bo pač po standardih, ki mora biti zagotovljena, in potem me gospa reče, veste, zakaj gospod župan vprašam? Seko ne vem. Zato, ker sem alergična na klor in bi se rada kopala v tem bazenu. Skratka, en kup deležnikov je, ki na ta bazen čaka, kar tudi dokazuje in tudi vedno ponavljam, ja, ta bazen je bo namenjen vsem občankam in občanom Mestne občine Krško. Tudi pa seveda za športne aktivnosti, za plavalce, za sinhrono plavanje, za vaterpolo, če se bo vzpostavil. En kup dejavnosti bo možnih, tudi za rehabilitacijo preko našega javnega zavoda, preko Centra za krepitev zdravja bo omogočeno. Zdaj, kako bomo ta projekt zapeljali v tem trenutku, ne vem, ampak ta bazen bo nudil široko paleto uporabnosti, da bo poln, da bo živel vsak dan 24, pretiravam, ampak od 7 zjutraj do poznih popoldanskih ur, da bo to živ. Dobro, to je to, kar se tiče bazena. Deva se še dotakniti, poleg vseh ostalih obveznosti, gospod župan, namenjate svoj čas tudi terenskim obiskom še vedno krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Kje ste trenutno na tej točki?
Tako je. Ko sem pred 2 letoma, pa dobrih 2-3 mesece nazaj, bil izvoljen, sem kmalu po izvolitvi naredil prvi krog obiskov po vseh 16 krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrtih, kjer smo skupaj s člani svetov, tistimi izvoljenimi predstavniki ožji delov lokalne skupnosti, želel narediti nek načrt, nek plan, kako v tem mandatu, kaj bomo lahko naredili skupaj, realno pričakovati v teh 4 letih. Seveda takrat zelo neizkušen, ne moram reči, da sem danes pa izkušen, ampak kljub temu nekaj več, pa vseeno se človek nauči v 2 letih. Smo bili zelo optimistični, vse smo videli, kako bo, in že takrat smo se odločili, oziroma sem se odločil, da bom po preteku polovice mandata ponovno začel obiskati vse te krajevne skupnosti in pa mestni četrti in videti, kaj smo naredili v teh 2 letih, kaj je bilo dobrega, kaj je bilo slabega, in narediti plan do konca tega mandata, ko nam vsem, njim in meni poteče, bom rekel, te pristojnosti, ki pač trenutno imamo. Obiskal sem zdaj v tej drugi fazi že 9 krajevnih skupnosti, in tudi obe mestni četrti, se pravi 7 krajevnih skupnosti in pa 2 mestni četrti. Ugotovitve so siloma različne. Nemogoče primerjati, bom rekel, eno izmed manjših krajevnih skupnosti, recimo Rožno, Prestadol, in pa mestno četrt Krško, recimo, ali pa Leskovec. Ne moreš primerjati, in tudi želje, pričakovanja so različna. Veliko stvari je bilo narejenih, s zadovoljstvom tudi povemo, tudi si priznavamo, ne lijemo čistega vina, seveda pa nekaj je pa tudi še pred nami in delamo ponavadi tudi tako, da na koncu naredimo nek realni plan, kaj bomo še lahko uspeli v tem mandatu postoriti, potem pa bomo videli. Seveda pa tudi velika odvisnost od same proaktivnosti izvoljenih članov, predstavnikov v teh mestnih četrtih in pa oziroma krajevnih skupnostih, kolikor pač z roko v roki je vse lažje. Ravno to sem vas hotela vprašati, katere so tiste vsebine, vprašanja, pobude, ki jih najpogosteje vam zastavljajo, tako ko se... V glavnem, bom rekel, govorimo o infrastrukturi. S tem, da so v periferiji, bom rekel, pomembne vaške poti, gozdne poti oziroma poljske poti, takšne drugačne poti javnega reda prve in druge stopnje oziroma reda. Mestni četrti, recimo, pa bolj parkirni prostori, spomeniško varstvo, skupni projekt je recimo občinski prostorski načrt, skratka, državne ceste, projekti države, na kateri v bistvu razen tega, da se smo proaktivni, nimamo bistvenega vpliva, in pa to, da to pa imamo pripravljene pač vse pogoje, da ko bo država pristopila k realizaciji, smo mi s svojim deležem prištimani, da zakopljemo lopate. V teh dneh pa je bila zaključena sanacija skale Beli pesek na Bohorju. Nekaj morda na to temo. Včeraj sem se pogovarjal z gospodom, ki je doma, bom rekel, Senovega pa zunga konca, in sem ga vprašal, od kdaj je težava Beli pesek pač se pojavila prvič v tem kot težava. In je rekel, da se spomni, ko je bil gor še makadam, ko je bil še otrok in ko so že govorili, kako se skale dol rušijo in da je to problem. Leta nazaj. Danes je ta gospod, lahko rečem, skoraj mojih let, kakšno leto mlajši, da ne bom predimenzioniral. Tako da, ampak nekje, bom rekel, 18-20 se pa aktivno je pristopalo k temu projektu. Mi smo pristopili odgovorno. In zaključili, ne? In ga zaključili in še enkrat, lahko rečem, sem dobil kar nekaj pripomb strani občank in občanov krajevne skupnosti Senovo, da ne dovolijo, da bi njihova sredstva porabili za sanacijo Bele skale, predvsem tistega dela vozišča, ki se je potem tudi na novo obnovil. Noben evro ni šel iz proračunskih sredstev namenjenih za krajevno skupnost, delovanje krajevne skupnosti Senovo. To sem skozi govoril, ampak včasih je kaka šank informacija močnejša od besede župana, tako da vse smo naredili z občinskimi sredstvi in pa s sodelovanju z Skladom za slovenske gozdove, tako da, kar se tega tiče, je zadeva končana, pošlihtana, cesta odprta, asfaltirana,
Jaz mislim, da smo lahko mi in tudi občani in občanki ponosni na ta del, da smo ga po tolikih letih pač uspeli pripeljati do cilja in da gremo naprej k novim izzivom. Ja, ker so bila vprašanja, ne, zakaj je bil ta projekt sploh tako pomemben, ampak konec koncev gre za tukaj za varnost, ne? Prvič gre za varnost, drugič gre za uravnoteženo porabo sredstev po vseh delih Mestne občine Krško. To rad ponavljam, ker mi tudi kakšen očitek pride, da delamo samo v centru. Ni res. Delamo po vseh koncih naše mestne občine in vse skozi, ne čakamo nekega obdobja, katerega bi potem kdo očital, da smo planirani na to obdobje. Skratka, kakorkoli že, vsa zadeva je transparentna in še enkrat, vsak občan, ki dvomi v moje besede, ima vrata odprta, naj se najavi, pride, pokažemo, razložimo čiste in mirne vesti. Hvala lepa za tole pojasnilo, pa dejva še se dotakniti participativnega proračuna. Občina tudi letos zbira pobude občanov. Kaj to pomeni, do kdaj lahko občani oddajo predloge, kakšni so projekti oziroma kakšni projekti so bili izbrani v preteklosti? Začeli se je leta 2019 skupaj in začeli se je v bistvu tako, da so najbolj popularne bile fitness naprave po vseh, po vaški skupnosti in tako naprej. No, zdaj z leti počasi prehajamo tudi na druge zadeve, ki se ljudem zdijo pomembni, tudi razni športni parki, recimo na Vidmu. Če je dražji projekt, potem ga razdelimo na več faz, kar je tudi smotrno, kajti to je del proračunskih sredstev, ki je namenjeno, da neposredno odločajo o njemu občanke in občani. Se pravi, ostali del je to poraba teh sredstev je posredna, se pravi preko izvoljenih članov občinskega sveta. Ta znesek, ki govorimo o skupnem znesku 210 000 evrov, pa lahko rečemo, da vsak občan v naši mestni občini lahko vpliva, kam bo to porabljen. Zaradi tega so območja Mestne občine Krško razdeljenih na 7, območij, po posameznih krajevnih skupnostih in mestni četrti, s tem, da je nekako zagotovljeno enako število prebivalcev, ki odloča o določenem območju, kjer tam prebiva, kjer se čuti potrebe za neki ker pač svetniki morda ne vidijo ali pa občinsko uprava ne vidi in prav, da nekdo to vidi. Tudi letos s tem participativnim proračunom, kot je bilo tudi objavljeno, nadaljujemo in sicer od 14. marca do 14. aprila, se pa 30 dni lahko naši občanke in občani oddajo svoje predloge. Morda za intermezzo Se pravi, še vedno je čas, ne? Ja, tako. V prejšnjem, obdobju so občanke in občani tako predlagali na tak način 38 predlogov, izglasovanih je bilo 20, 19 je bilo realiziranih. Se pravi, da je tisto, kar se tudi predlaga, kar se sprejme, velika večina se potem tudi sprejme in pa tudi realizacija skoraj 100%. Pač bile so neke tehnične težave pri enem projektu, ki pač ni bil potem tudi realiziran. In potem zaključkovo, potem pa organizirano samo glasovanje, se pravi od 6. in do 13. junija bo pa glasovanje, se pravi, bodo pa občani lahko glasovali za posamezne projekte. In izključno te glasovi se potem štejejo? Ja, tukaj smo zdaj tudi sledili predlogom komisije in smo malenkostno, zaostrili to glasovanje. Zakaj? Zato, ker zdaj so lahko glasovali tudi drugi za drugi območje in tako naprej. Skratka, tukaj so zdaj pač omejitve, da lahko glasuje samo, občani Mestne občine Krško, ki so starejši od 15 let in imajo stalno bivališče v Mestni občini Krško. Se pravi, zdaj lahko glasujejo tudi drugi. Pa še to bo, da glasovanje je možno preko pač aplikacije, preko interneta, se bo klikal, tam bo mogel dati podatek svoje EMŠO, matično številko in lahko bo glasoval samo za tisto območje, kjer pač, jaz ne bom mogel glasovati za drugo območje, bom lahko samo za tam, kjer prebivam in lahko bom glasoval samo enkrat, se pravi, mi bo preprečilo ta podatek, ta filter mi bo preprečil večkratno glasovanje za isti projekt. S tem nekako bomo poskušali
omogočiti, da tisti, ki tam prebivajo, tudi o tem odločajo. In pa štart bo mogel biti, recimo do zdaj bilo tako, da so bili zadosti 4 glasovi, kar je pomenilo v bistvu, da ena družina lahko nekaj predlaga in potem naredila. No, ta prag 4 glasov smo zdaj dvigli na 10, sprav, da saj neka manjša skupnost v vasi bilo kje odloča o nekem projektu, da se uvrsti v, bom rekel, na glasovalni listič. Mestna občina Krško je prijela, smo seznanjeni, zlati certifikat ISO za leto 2025, pa me zanima, če lahko našim gledalcem pojasnite, kaj pravzaprav pomeni to priznanje. Vsako priznanje pomeni neko delo, bom rekel, dobro delo. Čist preprost odgovor in tudi to pač priznanje pomeni zelo podobno, se pravi, da smo nekaj dobrega naredili v preteklem obdobju, še vedno obstaja vedno rezerva, da bomo lahko nadaljevali to zgodbo, pa še to izboljšali. Če pa lahko rečemo, smo pa v določenih zadevah, če bom izpostavil tri področja, kjer smo, bom rekel, pa morda nadpovprečno glede na ostale mesta oziroma na ostale občine. Lahko rečem, da zasedamo 3. mesto v slovenskem merilu glede povprečja plač, se pravi, s tem tudi nekako lahko rečem, da imamo zelo dobro kvaliteto bivanja, lahko, ali pa standard, visok standard, če smo na 3. mestu. Potem smo na 9. mestu glede lastnih prihodkov trajnejše narave, kar pomeni, to so transferi, ki so bolj odvisni od ukrepa posamezne občine kot od države, od državnih prihodkov, sprav, da smo nekako proaktivni, da delamo dobro in da si ustvarjamo neke svoje prihodke, če tako rečem. In pa lahko rečem, da smo na 10. mestu glede spodbujanja stanovanjske gradnje. Kljub temu, da velikokrat slišimo, da imamo premalo stanovanj. Da je pomanjkanje, pa vendarle ni tako, ne? Kar se tiče neprofitnih, smo v špici, lahko rečem, smo med najboljšimi, ne? Morda smo med tržnimi malo slabši, ampak nekje v povprečju pa smo na 10. mestu od 212 občin, kar tudi ni mačji kašelj. To se verjetno gleda sorazmerno na število prebivalcev, ne? Tako, verjetno je več pokazatelj, število prebivalcev, območje in tako naprej. Se pravi, priznanje ste prijeli, pa bom rekla oziroma vprašala, kako pa se bo občina še naprej trudila za izboljšanje kakovosti življenja? Župan, kakšni so še načrti? Vsekakor, ne, recimo, zdaj tako bom rekel, ne, želja nam je seveda izboljšati pogoje primarnega zdravstva v naši mestni občini Krško. To je, kar bom rekel, velik zalogaj, tudi finančni. Zdaj, če smo nekako, bom rekel, določena sredstva namenili za športne aktivnosti in tako naprej, kar jaz osebno tudi povezujem z zdravjem, ker če se ljudje ukvarjamo s športom, potem smo zdravi. Če doma ležimo bolani, če se samo sedimo za računalnikom, pomeni, da lahko tudi smo bolj izpostavljeni samim zdravstvenim težavam v prihodnje in šport je pogojen, jaz pravim, za zdravjem. V končni fazi v Franciji vlada podpira športne aktivnosti preko Ministrstva za zdravje, ne, recimo. Tipičen primer je športne panoge, ki je v Sloveniji zelo še nerazvita, imenuje se hodomet, ne. Tam recimo preko javnih razpisov to športno panogo financira Ministrstvo za zdravje, recimo v Franciji, ne. Ker se zaveda, da če bojo, govorimo o starejši starostni skupini prebivalcev, če se bojo ukvarjali z nenavarnim športom, pomeni to, da so ti ljudje zdravi, da je manj obiska pri zdravnikih, da je manj izplačil bolniških, kateri še delajo, da je pač manj obremenjenosti z domov starejših občanov, skratka tak začaran krog se potegne in če smo zdaj vložili kar nekaj sredstev v to športno infrastrukturo, lahko rečem, je naslednja faza pač primarno zdravstvo.
Nič ti ne pomeni, če nima zdravja in zato je to meni primarno zdravstvo tudi tako pomembno in verjamem, da bomo našli tudi rešitev, da bomo ojačali to primarno zdravstvo tako vsebinsko, se pravi za zdravniki, če pa imajo zdravnike, pa potem rabiš tudi prostore, kjer bodo te zdravniki tudi delali. Naslednja korak, drugi steber, če tako imenujem steber šport, ne, potem primarno zdravstvo, tretji steber, ampak vsi so med seboj enako pomembni, bom rekel, je kultura. Smo pred izzivi na področju kulture. Dejstvo je, da imamo največji kulturni dom med Zagrebom in pa Ljubljano, ki pa bo že v svojih letih obstoja potreben obnove. Tudi ujme, ki so pred leti nas prizadele, se pravi govorim predvsem o Toči, je poškodovala ta objekt do te faze, da bomo, oziroma razmišljamo o prenovi streh in pa tudi fasade, ki je postala počasi bo nevarna z odpadanjem. V sklopu tega bomo naredili še kako potet na samem ploščadi pred tem domom kulture. Tako da, in pa seveda, bom rekel, kot šolstvo, ne, zelo pomemben projekt, tudi nekako vidimo zdaj neko zeleno luč na koncu tunela, glede oziroma nadaljujemo postopke glede umeščanja oziroma pridobivanja gradbenega dovoljenja za našo šolo dr. Mihajla Rostoharja. Govorimo o šoli za otroke s posebnimi potrebami, ki se mi zdi zelo pomemben projekt, tako da nekako po teh stebrah poskušamo nadaljevati našo pot in bomo nadaljevali, dokler bomo pač lahko delali to poslanstvo, ki ga pač delam. In sem rekel, da to ni samo poslanstvo, ne, županovanje je tudi način življenja. Ne, to pa zdaj spoznavam. Definitivno, ja. Eno je poslanstvo, eno je pa način življenja. In če sprejmeš ta način življenja, potem ti je lažje. In jaz sem ga pač sprejel. No, ravno predno so se vklopile kamere, ne, sem vas vprašala, recimo mi, ki imamo svoje službe, ko nam je vsega preveč, nekako si lahko vzamemo dan, dva, da predahnemo. Vi, kot župan, težje, ne? Ja, v bistvu jaz sem šel v to način življenja, županovanja, rekel, zavestno. Ja. In mi ni mi težko iti na prireditev nedeljo popoldan, ni mi težko iti nedeljo zjutraj, ni mi težko iti, recimo, lahko pa rečem, da imam vsak dan skoraj kakšno obveznost tudi še popoldan, od zborov članov, ki so zdaj, in seveda ne morem biti na dveh hkrati, ampak ja, ker tam se najlažje sreča neposredno s težavami, ki pestijo določen krog ljudi in edino tako lahko tudi vidiš neko pot rešitve in poskušam na teh zborih članov tudi tako delovati, da se pogovorimo, kaj pa oni predlagajo, ne? Ker v končni fazi, kakorkoli včasih se odločiš, rečeš, se vedno narobe odločil za nekoga, ne? Ampak če se nas odloči na nekem zboru članov za neko področje, nek sklep, potem je lažje, veš, da imaš neko odločitev, zato je to področje bolj pravilno. Ampak čeprav zdaj razumem, gospod župan, vas to izpopolnjuje, ne? Na nek način. Rekli so mi, da mi bo popustil adrenalin po enem letu. Verjetno sem malo drugačen. Bom rekel, raznimi opomniki, kako bi morali biti drugače, dobim dodaten zagon, dodaten adrenalin. In izkušnjami seveda. Ne, tako teče naprej. Dobro, sva nekako proti koncu oddaje, morda samo še to, ker sva prej debatirala o kakovosti življenja, del tega je tudi čisto okolje. In tudi letos bo občina organizirala pomladansko akcijo čiščenja okolja. Kako lahko občani sodelujejo in kdaj naj bi ta akcija se začela? Ja, vsako leto na Mestni občini Krško nekako organiziramo pomladansko čiščenje okolja. Zdaj prosimo vse občane, tudi tisti, ki danes poslušajo, oziroma društva, organizacije, kakorkoli že, da najkasneje do srede 16. aprila pisno sporočijo namen, kje, kako lokacije, kako naj bi to oni izvedli te akcije, da mi zagotovimo ustrezno potrebno, bom rekel, logistiko za samo to organizacijo. Se pravi, da
se dogovorimo glede potem prevzema teh odpadkov, da sledične rokavice, če bojo skratka neke zagotovitve, potem mi tudi preko mestne občine Krško zagotovimo tistim, ki bodo to organizirali. Veliko lepše je živeti v čistejšem okolju, ampak to ne govorimo o akciji, da bomo pucali dvorišča posameznik in tako naprej, ne, to govorimo, se razume, govorimo o akciji, ki se neodgovorni občani, bom rekel, puščajo, tukaj bom govoril v tretji osebi, puščajo, ne bom rekel, da puščamo, ker nisem med njimi, neodgovorni občani puščajo svoje stvari v neprimernem naravnem okolju, pozivam vse, da se temu izogibajo. Mi imamo, bom rekel, dobro organizirano službo, javno gospodarsko službo pobiranja smeti od vrat do vrat, marsikatera tudi mestna občina tega nima, pobiramo od vrat do vrat vse naselja, vse hiše, lahko rečem, v vseh delih naše mestne občine Krško in poslužujemo se tega. Tako da, kot sem rekel, do srede 16. aprila čakamo pač interesne skupine gasilce, ne vem, lovce, kulturnike, športnike, da se pridružujejo tej akciji in potem bomo videli, kakšen bo ta odziv in potem določimo tudi, bom rekel, konkretnejše aktivnosti. Zagotovo pa to ne bo, sem pa tudi opozoril zagotovo pa to ne bo na veliko nočne, takrat je pač priložnost za druge stvari, ne pa za pač čiščenje odpadkov. Torej, že sedaj vabljeni vsi prostovoljci, da se tej akciji pridružijo, kaj ne? Vabljeni vsi občani. Več nas je, hitreje je narejeno in bolje prijetno, ne? Vabljeni vsi občani, tudi sam se bom eni skupini taki tudi pridružil na tej akciji, ne vem še kateri. Bom videl, kdo me bo povabil. Kdo bo prvi me povabil, tam bom šel in z veseljem bom tudi zagrabil za vrečo in za smeti in bom aktivno. Tako. Gospod župan, še enkrat najlepša hvala za vsa ta vaša pojasnila, za obisk v našem studiu. Bom rekla tako, kot vedno, zopet se srečava, ko se nekaj zadev nabere, da takole prijetno predebatirava. Vse dobro vam želim, vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost in kaj kmalu se zopet vidimo. Hvala lepa. Hvala vam. Srečno.